Dobrodošli v Andori, kjer imajo sneg tudi takrat, ko se v dolini že sprehaja samo v puloverjih. Namreč smo na 2370 metrih nadmorske višine na najvišje ležečem dirkališču na svetu. Prav zaradi te višine ima lahko svojo površino prekrito z ledom oziroma snegom vso mrzlo polovica leta. Je pa seveda kar precej kratko, ampak kot vidite ima zelo veliko ovinkov. In na teh ovinkih res lahko vozniki pokažejo, iz kakšnega testa so. In mimogrede vam lahko povem, da prav na tem dirkališču je svojo upokojitev tako proslavljal tudi sloviti dirkač Alain Prost. Potem, ko se je že upokojil v Formuli 1, je prišel sem, pa je tukaj nabral še nekaj naslovov svetovnega prvaka v prvenstvu Andros Trophy. No, ampak danes mi tukaj res nismo zato, da bomo preverili moje vozniške veščine, ampak da bomo preverili, koliko boljši je električni štirikolesni pogon. 10.000-krat boljši je Nissanov e-Force pogon v primerjavi s klasičnimi mehanskimi 4x4 pogoni. In če to reče znamka, ki ima res ogromno izkušenj s stepami, puščavami in drugimi prespoti na vseh kontinentih, Avstraliji, Afriki in pa Aziji, potem res je treba te besede vzeti zelo resno. Ampak seveda, zdaj je na vrsti, da definiramo, kaj pomeni ta 10.000-krat boljši pogon. In usual all-wheel drive system, it takes quite a lot of time for engine, then transmission, then torque shaft to distribute the torque and power to the rear axle, then to activate the all-wheel drive system. It takes quite a lot of time. Usually it's several seconds, 1 or 2 seconds, but e-Force has no shaft, no transmission. Everything is perfectly fitted with electric wires, and the response is super instantaneous. This means once you need it, you will receive a powerful response. Super silent and super seamless and smooth. Električna odzivnost je vsekakor prednost, ki jo hitro začutiš. Na spolzkem pa pride do izraza tudi to, da lahko e-Force pogon ves razpoložljiv navor po potrebi dodeli tudi zgolj enemu samemu kolesu. Na način, kakršnega poznamo tudi že iz mehanskih pogonov. So we split the torque between the left and the right wheel by using the hydraulic brake system. We brake the wheel that hasn't got enough torque available, has some slip, and that allows us to put 100% of the power to one wheel if we need to. But you could do it also electronically, just by cables? But we can't change the torque from left to right purely electronically. We have to use the foundation braking system as well to supplement the motor torque split front to rear. So the solution would be to use 2 separate engines in the back? Yes, if we wanted to do that, we'd have to have 4 motors, 1 on each corner of the car. What about the in-wheel motors? So in-wheel motor is a technology that's always been looked at. It's not something we have currently on any of our models, but... So you cannot tell me if you are testing it? No, it's not on any of our current or future lineup that I'm aware of. Sem poskusil kaj zbezlati, ampak saj smo odgovor tako ali tako že poznali. Namreč motorji v kolesih, kakršne razvija tudi znano slovensko podjetje, bi Nissanove modele odmaknili od povprečne denarnice. No, 4-kolesni pogon na 2 elektromotorja ponujata električna Aria in pa hibridni Nissan X-Trail. Aria nudi nekaj ekstra kilovatov moči, je pa veliki, družinski, 7-sedežni hibridni terenec X-Trail občutno lahkotnejši in prijetnejši za vožnjo kot pa težka električna Aria. In to se je pokazalo tako na ovinkastem dirkališču, kot tudi na kopnih asfaltnih serpentinah Andorskih gora. Poglejmo pa še eno prednost električnega 4-kolesnega pogona. Če imamo spredaj namaščen motor in pa želimo z njim poganjati tudi zadnji kolesni par, to pomeni, da moramo nekako mehansko spraviti energijo sprednjega motorja na zadnja kolesa. Se pravi, da moramo uporabljati neke mehanske zglobe. In to seveda zavzame nekaj prostora v kabini. Ponavadi imajo s tem težave tisti, ki sedijo na zadnjih sedežih, še posebej tisti, ki sedi na sredini. No, če pa imamo zadaj nameščen ekstra elektromotor, ki potem poganja zadnja kolesa, potem te 2 osi, se pravi oba 2 motorja spredaj in pa zadaj, povežemo z žicami, s kabli. In tudi na račun tega se potniki v Nissan Arii počutijo
tako kot v zelo prostornem avtomobilu. Pri tem je seveda pomagalo tudi dejstvo, da ima Aria za tretjino nižjo baterijo kot pa tisti klasični električni avtomobili, kot naprimer Nissan Leaf. Ampak zdaj se vozimo v Nissan X-Trailu in ta ima pogon e-Power, se pravi hibridni pogon, pri katerem kolesa poganjajo samo elektromotorji. Ampak za razliko od e-Power Qashqaia imamo tukaj v X-Trailu 2 elektromotorja. Princip je seveda enak, naša razlaga, kako deluje e-Power pogon, pa je samo en klik stran. Naj bo torej ta vaš naslednji klik, naš test Qashqaia e-Power.